Sveti Miklavž, življenje dobrega moža. Nekoč se je v daljni deželi v vasici ob morju rodil deček. Starša sta si dolgo želela tega otroka, a ga nista mogla imeti. Skoraj sta že dočakala starost, ko ju je razveselilo prelepo čudežno dete. Vedela sta, da je bil Božje darilo in sta ga poimenovala Nikolaj ali Miklavž, kar je pomenilo junak človeštva. Nikolaj je rasel razumnega, krepostnega in dobrega mladeniča. Vsem se je ravnal po sinu Božjem. Njegov stric je bil tamkajšnji škof. Opazoval je dobrega dečka in rekel staršem, da v dečku vidi nekaj čistega, nekaj Božjega. Ta deček je poklican, da služi Bogu, je rekel. In Nikolaj je privolil svoje poslanstvo. Odšel je s stricem v bližnji samostan in tam postal duhovnik. Bil je predan svojemu delu in učenju. Nekoč se je stric odločil, da odide na romanje v sveto deželo. In zato je Nikolaju prepustil duhovno služenje in cerkev. Zaupal mu je in njegov dobri nečak ga ni razočaral. Potem pa se je zgodila velika tragedija mlademu duhovniku. Nikolaju sta starša umrla zaradi kuge in mu zapustila veliko bogastvo. Izguba ga je zelo potrla, a v njuni zapuščini je videl priložnost, da naredi nekaj dobrega. S tem bogastvom bom pomagal bolnim, ubogim in revnim. Ravnal se bom po zgledu Sina Božjega, odpovem se vsem posvetnim dobrinam in jih dam ubogim, je sklenil mladi Nikolaj. Vedno je opazoval, kdo vse potrebuje pomoč. Ponoči je naskrivaj puščal hrano, oblačila in denar vsem v svoji vasici, ki so tega potrebovali. Ljudje niso vedeli, kdo je skrivnostni dobrotnik, in Nikolaj je skrbno pazil, da ga nihče ni videl. To skrivno obdarovanje je ohranil do konca svojega življenja. Nekoč je izvedel, da se je neki vaščan tako zadolžil, da so bile njegove 3 prelepe hčerke v nevarnosti, da jih upniki prodajo v suženjstvo. Tako ubogih deklet ne bo hotel noben spodoben mož, pa naj bodo še tako lepe. Mladi duhovnik tega ni dovolil. Naskrivaj je pustil mošnjo cekinov na pragu hiše ubogih deklet. S tem denarjem je njihov oče lahko dobro omožil že takoj prvo hčer. Ko je prišel čas za možitev druge hčere, je Nikolaj spet pustil cekine na pragu hiše. Oče je bil tudi tokrat presenečen in ni vedel, kdo mu pomaga. Ko pa je prišel čas za možitev najmlajše, se je oče skril in čakal na skrivnostnega dobrotnika. Nikolaj je tudi tokrat prišel in oče ga je prestregel. Zahvaljeval se mu je za dobroto, dobri mož pa ga je prosil, naj nikomur ne pove. Dolgo se je oče trudil, da bi skril, da ne bi nikomur povedal, a na koncu je vendarle vsem povedal. In tako so ljudje izvedeli, da jim pomaga Nikolaj, sveti Miklavž. Naskrivaj jim pušča darila in jim pomaga. Sveti Nikolaj ali sveti Miklavž je naredil v svojem življenju veliko dobrega. Rešil je mnoge ljudi in postal njihov zavetnik. Prinesel veselje in radost in zdravje mnogim otrokom. Še zlasti njim je rad dal lepa in sladka darila. Otroci,
Sveti Miklavž to dela še danes. Sem se jaz spomnil. Ne, še nekaj, ne smemo se še posloviti. Ja, mi lahko pričaramo Miklavža. Če ni prišel semle po tisti redni poti kot običajno, ga pa mi dajmo prstke skupaj. Močno si moramo zaželeti njegove prisotnosti. In potem, ko rečem 3, 4, zdaj, na ves glas, jaba, daba, du. Ste pripravljeni? Odlično. No, pa gremo. V naši glavi mora tleti samo ena želja, želja po Miklavžu. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du! O, čarodej Toni! Ja, pozdravljen! Ja, ne morem verjeti, poglejte to, uspelo nam je, pričarali smo Miklavža. Miklavž, dobrodošel, kajti tule v Kranju in okolici te že tako težko čakamo, pa če te ne bi pričarali, jaz pa ne vem, če bi ti prišel, a? A veš, da sem ti zares hvaležen, da si me takole teleportiral tule v Kranj. Ja, da še tule pozdravim družine. Ja, kar izvoli, pa kako lepo palico imaš. Najlepša hvala. Dragi otroci in starši, leto je zopet naokoli in letos, ko sem malo pogledal v vaše domove, sem ugotovil, da ste po večini srečni in zadovoljni. Nažalost pa sem ugotovil tudi, da nekaj bratcev in sestric nima vsak dan ravno tople postelje in pa dobi topel obrok. In saj veste, ker v Kranju dobro v srcu mislimo, bom vesel, če jim skupaj lahko pomagamo in pošljemo SMS Kranj 5 na 1919. Le tako bomo izbranim družinam v stiski lahko pomagali. Hvala! No, veste kaj, predno vam zaželim vesele praznike, vas vse skupaj povabim tudi na kakšen varen sprehod skozi praznično okrašen Kranj, pa to storite vendar v družbi svojih najbližjih. Veste kaj, Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj in pa moja malenkost vam vsem skupaj želimo vesele božične praznike, predvsem pa zdravo in pa nasmejano novo leto. Pa ne pozabite ostati nekoliko navihani. Srečno!